Intuitivni navdih za teden od 23. junija do 29. junija. Prostočasnost. Prostočasnost se bo dogajala v tem tednu. Imeti prosti čas oziroma biti na dopustu, se veseliti, dajati možnost vašemu bitju, da ima prosti čas, da ne gleda na uro, da se ne omejuje, da ne živi v matrici delovnega dneva. Prosti čas pomeni, da prosto sprejemamo čas, kajti čas je le dejavnik na naši zemlji. In ko se prepuščamo pretočnosti časa, to pomeni, da se ne omejujemo na številke oziroma minute, sekunde, ure na naši uri na steni, takrat je ta pretočnost resnično usklajena z našim naravnim ritmom oziroma z esenco našega bitja. Kajti takrat, ko imamo prosti čas, je pomembno, da se resnično odklopimo od nečesa, kar nas usmerja, od kazalcev, ki merijo čas. Pomembno je, da zaživimo z ritmom sonca, lune, vode, vetra, vsega tega, kar nam kaže narava. Takrat bomo usmerjeni v ta prosti čas, ki prosto teče. Zato je pomembno, da ne glede na to, ali ste na dopustu, ali ste v službi, poskušate vsaj delno slediti temu prostemu času, lahko tudi samo popoldan, ko se vrnete iz službe in se prepustite, ne glede na to, da delate, ne glede na to, da gledate na uro. In videli boste, koliko bolj nahranite svoje telo, in videli boste, kako se resnično spočijete, tudi če je to čas od 4 popoldan do 10 zvečer oziroma 11, prepustite se, prosto pustite času, da vas usmerja. Vendar ne prižgite televizorja, ne prižgite česarkoli, bodite čim bolj v stiku z naravo, mogoče na vrtu, mogoče v parku, mogoče celo v gozdu. In takrat boste videli, kako pomembno je, da tisti prosti čas, ki ga imate, resnično doživite v naravi. Takrat se dogaja zdravljenje vaše ujetosti v matrico, zdravljenje nadzora, ki je hkrati strah, in zdravljenje vsega, kar se je v tem času zablokiralo. In to je največje zdravilo prostega časa. Ne imeti programa, ko ste na dopustu. Le preprosto se prepustite in dejansko resetirate. Toliko. To so napotki ne samo za ta teden, vendar za vse dni v letu, ko si dovolite vzeti prosti čas.